Dejansko je razlika med tema dvema avtomobiloma, med tem Peugeotom Super 2000 in Mitsubishijem, ni ene same skupne točke, razen to, da sta oba dva dirkalna vozila. Veliko težje, kot sem pričakoval, veliko imam dela sam s sabo, veliko treba delati z avtom, najprej moram narediti dosti na sebi, veliko imam dela z menjalnikom, veliko imam dela z zavorami, enostavno ne najdem tiste skupne točke, kako vklopiti, kako najti nek pravi tempo. Dejstvo je to, kar sem rekel že na začetku, Mitsubishi je veliko lažje zavoziti, ta avto dejansko se vidi, da je nared vrhunsko, da je hiter, ampak da je potrebno ogromno dela, ogromno izkušenj, ogromno kilometrov, da dejansko vklopiš ta sistem in potem nekako uspeš narediti tudi kakšen dober čas in tudi potem prikazati kakšno dobro vožnjo. Dejansko oba dva vozila nudita vsak svoj užitek. Mitsubishi mogoče, kaj jaz vem, v hardih tam veliko več lahko po domače pometaš. To vozilo je pa naredo, bom rekel, uživaš, ko so proge hitre, ko gre na polno, dejansko v visokih vrtljajih, da je nek občutek, bom rekel, kot nekega pravega mamnega bombnika, kot da si v vesoljski ladji. Je pa dejstvo, da treba se navaditi, je potrebno dosti dela, da se peleš tako, kot je treba s tem vozilom. Je pa veliko lažje, mislim, z Mitsubishijem se peljati kot s tem vozilom.